Festival za tretje življenjsko obdobje je mesto zabave, druženja in izmenjave izkušenj. Tokrat so si v organizaciji Komisije za kulturo in Likusa literati iz vse Slovenije izmenjevali pesmi in zgodbe velikokrat na rečnem jeziku. Udeleženci so uživali v uro in pol trajajočem srečanju. Ena edina želja nas je vodila, da se na neki način dobimo in smo rekli, da bi se enkrat dobili pa še literati. Danes smo tu v Cankarjevem domu v Ljubljani zbrani seniorski pisci iz skoraj vse Slovenije. Nismo se zbrali zato, da bi tekmovali, kdo je dober, kdo boljši ali morda kdo najboljši. Nobenih nagrad in priznanj tu ne bomo podeljevali. Zbrali smo se preprosto zato, da se med seboj spoznamo, si povemo, kaj počnemo in morda tudi ugotovimo, če je to, kar delamo, vredno truda. Kako dobro dene, ko dan v mrak se odene, ko iz noči prastrah samote vzklije, olajšanje iz prsi se izvije. Kako dobro dene, da si tu, da slišim tvoj utrujeni korak. Temu rečemo literarna pesem. Ko je svoje literarno delo, svojo pesem, uprizorila oziroma prenesla na sliko. In to je ljubezenski par, kjer je zapisana ta pesem. Pred ogledalom stojim, pa v neznani obraz strmi. Le kdo je oseba ta, ko toliko gub na obrazu ima? Znana se mi zdi, očala si dam na oči. Morda jo prepoznam, preden se obrne stran. Glej, si to sem vendar jaz, komaj sem prepoznala svoj naguben obraz. Pela je ob našem studencu in se zibala v razčesanih laseh vaške lipe. Včasih se je prikazalo v pozlati svetlobe, stkana iz razsute mavrice kot belo predivo oblaka. Vila, čudežnica, meglasta tančica je šepetala studencu, ki je rosil skozi njo prelestno luč. Drugi dom. Pred leti pomlad v meni je odcvetela, kot ptica v gaju iskala sem tisti kraj, kjer na novo korenine poženem, kjer se ustalim, si dom zgradim, poiščem ljubezen svojega življenja, da rod pomnožim. Slovenija, dežela moja draga, moj ljubi dom, prelepa si, čarobna v čudežni naravi, vse lepša v vedno novi si opravi, vse bolj moderna, lahko bi segla v vrh svetovni slavi. So te tujci vedno občudovali, tvoj so narod spoštovali, so radi k nam hodili, saj smo prijazno jih gostili. Ko dedec ima zrela že leta, a želel bi imeti prav mlada dekleta. Pod palcem imeti evrčkov kupček, če si želi ta rosni poljubček. Prehitro poliže ta sladki se med, realnost prihaja vse bolj v ospred. Dolgočasi se punca, vse težje se gunca, vse bolj dolgočasno, da ga poslala bi najraje rojstno vas krasno. Moje pesmi so zven pomladi, ko zadišijo rosne trave, ko brstijo nežni popki in poraja življenje se v naravi. Moje pesmi so odsev poletja in škrlatnih barv jeseni, ko spomin se vrača na poljane cvetja in čas medeni. Ko se je začelo daniti, sem bila sama z mrtvim otrokom v strah zbujajočem prostoru. Nekateri stanovalci so poležavali, drugi pa so že zarana izginili v sveže jutro. Vest, da je v cukrarni mrlič, je prišla na ušesa tudi policistom. Z namenom, da preverijo govorice in po potrebi odpeljejo mrliča,
so se prebijali skozi razrušeno zidovje v nadstropje. Vas li morda kaj zanima, kaj vse z teh 5 črt se naredi? Visla je velika reka, ki nekje v daljavi se vali. Sliva, znano je drevo, nam jeseni sadeže rodi. Svila, žlahtno je blago, iz katerega se bluza naredi. Jo danes nosi naša draga Silva, ki svoj 0,6 menik slavi. Ko človek enkrat nekaj napiše, ni več lastnik tega, je samo avtor. Tisti, ki knjigo kupi, je njegova in tako mi je všeč, če komu kakšna misel iz moje tega prizadevanja ostane dopadljiva. Na ramah vaščanov zapušča poljano. Ljudi v sprevodu prikrivajo trave, le rakov svečano drsi nad poljano, marmorana molitev se zgublja v daljave. Ob vratih obzidja zagledajo Ano. Držala je rože, strmelo neznano. Drhteče so usnice, komaj zaznano, le zase ponavljale rože za Ano. Šaleška dolina, oaza lepote. Tu grad starodavni skrivnost šepeta. Večno tot pesem odmeva, tu je veselje doma. Po dolini šaleški paka se zliva, preko zelenih livat. Povsod naokoli rože cvetijo, kot da je tukaj večna pomlad. Kjer sonce vzhaja, besedica sora pomeni nebo. Pri nas je pa sora rečica bistra, ki se po zemlji preliva ljubo. Nobene kroce, ne špringat, noben trigelj ne pade nič. Aufzugi so tudi onemeli, ne premaknejo se nič. Rove voda je zalila, noben knap ne dela več. Vagoni še pa ropotajo, v njih se otroci vozijo, gledat, kje dedje so delali, da se ne pozabi to. Kje boste imeli luč stikala v tičnice, gospod, se je starejši obrnil na očeta. Oče je gledal po stenah, na to Heleno, kot je včasih pred odločitvami gledal mamo, in ker dolgo nič ni rekel, je starejši predlagal, luč imajo navadno na stropu, stikala pa v vratih, da jih takoj dosežeš, ko vstopiš v prostor. Ko sladek mošt prteče spriše prvikrat, grejo otroci v les kostanje nabrat. Majhni, okrogli, v lupini še spijo, ko pa veter potegne, se vsi prebudijo. Eden za drugim se skutalijo po tleh, da kar naenkrat jih je poln breg. Košare so polne čez kratek čas, doma pa ogenj in pripravljen že čaka na nas. Uvoz pri nas je bil malo bogat. Ti poznali so rajveža samo takrat, ko bili so potrebne kakšne pomoči, ne njive, v gozde ali pa ostale zvonmi. Nevarno so imeli kar dosta zemlje, v štole pa vole in včasih kozje. Na njive sadili so rajpo, kempir, pa savajde fežol, ki po noč najdal mir. Fežol naj smo jeli tako kot kempir, ga malo je bilo in res najdal mir. Je krilo in tele utrajbijo tako, da včasih nam rajsk prav nerodno je bilo. Druženje se je izkazalo za uspešno in lahko se zgodi, da postane tradicionalno. Po prireditvi smo si skupaj ogledali še zaključno prireditev festivala. No, jaz mislim, da je zelo dobro. Zelo prijetno, zelo sproščeno in mislim, da v tej smeri bi bilo za nadaljevati. Izmenjava izkušenj, da vidim, kako pišejo drugi, pa ker imam rada prozo pa poezijo, rada to poslušam.
Jaz sem bila že tudi na srečanju z Likosom Maribor v Budvi in je tudi bilo čudovito. Jaz rada hodim na taka srečanja, tudi zato, ker je moj mož pisatelj, ki je že 5 romanov napisal in se rada udeležujeva tudi tam, kjer živiva v Ribnici. Ja, odlično. To je sicer bilo prvič, Kotar je dal pač pobudo in kar naj se trudi še naprej. Morda bodo tudi druge regije se odzvale, pa še bolj pestro. Zelo mi je všeč, malo drugače kot je bilo. Da sem nekako predstavnike z Likosa sem nekako pogrešala. Res mi je tako sproščeno, je tako raznoliko, vsak je na drug način povedal, tako da tole res mi je bilo všečno. Ja, meni je bilo zelo všeč, jaz rada poslušam to prozo. In vse to, kar smo slišali, eni so bili res enkratni, dotaknili se nas je in večkrat bi jih še rad. Gotove pesmice so res za objavo, ne samo za nas, še za koga drugega. Jaz sem prvič pravzaprav na takem srečanju, zelo sem vesela, da sem slišala še druge in bom še prišla, seveda, če bo še kdaj kje, lepo je bilo. Ja, hvala, meni se je zdelo v redu, zelo fino, prav nismo vedeli, kaj nas čaka in sem zato zelo presenečena. Mislim, da je to res potrebno se organizirati in takole povabiti. Sem vesel, da kar vsi, ki so prišli in ki so prečitali, je bilo tudi tako raznoliko, da že spoznati druge dialekte, v katerih so neke lepe resnice, je lepo. Izredno vredo, uspešno, tudi udeležba precejšnja, zadovoljiva in izbor nastopajočih zelo pester, zelo vredo.